Pojdi stran. Zavije, da bi se izognil traku z bodicami in zadenel tovornjak. 20 proti vzhodu še nisem premaknil nobenega. Poskusil sem 3-krat. V redu, Fischer. Dajo znak Fordu Escapeu z lučmi, voznik vklopi smernik in zapelje v desni pas. Približuje se na 20 proti vzhodu. Ostanite pripravljeni. Poglejmo, kaj bo naredil. V tem trenutku niso prepričani, ali bo ustavil ob cesti, zapeljal na naslednji izvoz ali pa preprosto pobegnil. Še vedno smo v gibanju, sledili bomo proti vzhodu po 20. Namesto da bi zapeljal na izvoz, se vrne nazaj na avtocesto. 50-5-1200 je sprejel sem. Kakšen je promet? Promet je trenutno srednji hiter, 71-16 središče našega manevra PIT. V redu? Ni dobro. Še vedno 20 proti vzhodu. Hitrosti so nad 90. Smeren promet. Izvedel manever PIT. PIT. Obrne se za 180 stopinj in v trenutku spet popolnoma obvlada vozilo. Spet izvedejo PIT nad njim. Pošli, Jazz, imam to, pošli! Tokrat naredi 360. In se pobere. Sovoznikova vrata se odprejo, vendar namesto, da bi pobegnil peš, se hitro predajo. Sovoznik izstopi. Nato še voznik. Daj no, hočem, da greste tja. No, pojdite, na drugo stran. Vozniku začnejo padati hlače. Pridite, obrnite se. Razkrije pištolo, skrito za pasom. Primite tisto pištolo in se premaknite na stran. Skupaj je iz avtomobila na koncu odstranjenih 5 osumljencev. Imamo timsko delo, nimamo več takega vozila, Ferki, brez poškodb. Še 2 PIT manevra. Še vedno na Parksidu. Nadaljujte. Poskušam pri Queen Mitch 1. Kaj je? Črni Dodge Magnum. Počakaj. Beži. Gre proti severu, po Parksidu. Proti severu po Parkside. Proti severu po Parkside. Proti severu po Parkside. Po Parkside ubeži. Tukaj je avto zaprt. V redu, zdaj smo pri Bancroftu. Videti je. Kot da bo. Shelper k vzhodu. Je? Richmond, v redu. Po ulici Richmond, proti jugu. Grant. Smo mimo Grant. Richmond. Po ulici Richmond proti jugu. Skozi. Grant, v redu, skozi Woodruff, smo po ulici Richmond proti jugu. Oprosti, Grant. Clarendon. Po ulici Clarendon proti vzhodu, skozi Mount Vernon. Dobro desno. Še vedno skozi Clarendon. Mount Vernon. V redu, potnik bo tukaj pri potomaku skočil ven. Ja. Ogen, temnopolti moški. Moški v črni majici je pobegnil s sovoznikovega sedeža. Ima črno kapuco na glavi. Avto gre proti severu, Shenandoah. Proti severu, Shenandoah, temnopolti moški, črna majica. Woodruff, VRH. 10. 114 je bil razlog za ustavitev. V redu, strmoglavju je. Foster. Woodruff. In Upton. Izkaj, pokaži mi roke. Dol. Počakaj. Drži roke gor. Dvigni rok. Ne premikaj se. Drži roke gor. Sem jih dvigal. V redu, vozila so prazna. Ga imam, v redu. Ga imaš? Ne premikaj se. Moj avto se ne bo ustavil. Usmeri pištolo tega tipa. Pištola name. Hej, začni plezati ven. Plezal boš gor. Naravnost naprej. Pustil bom, da ostaneš tam.
Na, prav, lahko pošljete nujno medicinsko pomoč. Tukaj je strmoglavil. Kaj? Kako ti je ime? Thomas kaj? Še vedno imaš tisto nalog za prijetje zaradi hudega kaznivega dejanja, kaj ne? Ne, je pobegnil. Kaj piše na nalogu? Nisi se pojavil na enem od zaradi tistega kreka, ki si ga imel. Zdi se, da zdaj hodiš čisto v redu. Ne. Ne odstranjuj vozila, preveč je svetlo. Ne bom vzel Jan kakorkoli. Poskušali smo ustaviti vozilo. In takoj, ko smo izstopali iz avta, je pobegnil. In nas pognal v kar spodoben avtomobilski pregon. Nažalost je zadev tega nedolžnega posameznika tukaj. Poskrbeli bomo, da je z njim vse v redu. Pripeljite zdravniško pomoč zanj. Osumljenec, ki nas je pognal v avtomobilski pregon, je bil pregledan s strani medicinske ekipe tukaj na kraju. Prepeljali ga bomo v bolnišnico Toledo, da ga zdravniško pregledajo, preden ga odpeljemo v zapor. Obtožen bo neupoštevanja ukaza za ustavitev. 3. stopnja kaznivega dejanja. V avtu smo našli tudi tableto iz nadzorovane skupine, zato bo obtožen posedovanja drog, tablete iz 1. ali 2. skupine in dobil bo nekaj prometnih kazni. Ta primer prihaja iz mojega konca. Veneta v Oklahomi, ki je tik ob Tulsi. 156, zdaj se pelje s kakšnimi 40 miljami na uro. Voznik se ni zares odzval. Poročnik iz avtocestne patrulje Oklahome se odziva na več prijav o vozniku, ki se je zgrudil čez volan tega Kie. Pripelje se v bok avtomobila, da bi si bolje ogledal situacijo. Ta oseba je ali popolnoma zaspala ali nezavestna. Kaj ne naredim s tem? 156 Tulsa, mislim, da je to lane assist. Morda samo drži avto znotraj voznega pasu. Poročnik se znova približa in poskuša pritegniti voznikovo pozornost. A ni nobenega odziva. Policist se še enkrat postavi ob bok Kiji. Ni igre. Ja, popolnoma je nagnjen, če sedeš. Sploh ne reagira. Z vklopljeno sireno, lučmi in vsem. To je očitno zelo nevarna situacija. Zato se poročnik odloči, da je najvarneje izvesti pit manever na Kio. Prav, torej, ko pridemo mimo tega, ga bom samo spravil v jarek. Ne vidim nobenega drugega načina, da bi ga ustavil. Zdaj moram samo najti varen del avtoceste, da izvedem manever pit. Preveč je varnostne ograje. So tudi luči. Na tiste sem pozabil. Počakaj, moram najti najboljši kraj za to. Poročnik počaka, da gredo mimo tega nadvoza počivališča, nato pa se pripravi na manever pit. TVI in zbudil se je. 156 je v redu, TVI 1220. Policist izstopi iz patrulnega avtomobila in preveri voznika, ki je zdaj popolnoma buden. Spal je. In očitno je z voznikom vse v redu. Ne, dejansko je spal. Kako mu je uspelo priti tako daleč? Moja žena ima Kio. Imajo pomoč pri ohranjanju voznega pasu, ki te drži v pasu. Ko pride do črte, zavije nazaj proti sredini. Ko pride do druge črte, spet zavije nazaj proti sredini. Ni uničil mojega avta. Ni bila ravno gladka vožnja. Ni se močno udaril v glavo. Njegove roke niso bile na volanu. Ves čas je bil takole. In ni ga niti malo zmotilo. No, vozniku so izdali kazen za nepazljivo vožnjo. Izkazalo se je, da je delal skoraj 20 ur brez prestanka, kar pojasnjuje, zakaj je zaspal. Ampak še vedno ne pojasnjuje, kako je lahko vozil tako dolgo brez tempomata. Ne mislijo, da je uporabljal tempomat. Pravzaprav mislijo, da je imel nogo preprosto naslonjeno na plin. Bilo je približno 16 km. Nepazljiva vožnja je bila nepazljiva vožnja. Ja. Mislim, da so poklicali njegovo ženo, da ga je prišla iskat. In izpostavil bom še eno stvar o Oklahomi. Ta nadvoz je največji McDonald's na svetu, skozi katerega je dejansko peljal. To je McDonald's, ki je na obeh straneh avtoceste. Ali nisi tam delal, kaj ne? Delal si v Taco Bellu. Sem bil v Taco Bellu. Bil sem tip za Burrito Supreme. Hvala, prav imaš. Prav. Samo preverjam. Tik severno od ceste Toba.
Skoraj 4 zjutraj je in policija v Hazenu v Arkansasu je pravkar prejela obvestilo, da je ukradeni Hyundai Sonata letnik 2012 na poti proti njim. In že gre. Je na glavnem kanalu. Tisti glas, ki ga slišite, je Hazenov policist Dylan Cook. Voznik prehiti tovornjak po desni in nato izgine. Hej! Sem nazaj v mestu. Tukaj tega ne vidite, ampak zdaj vozi po jarku tik ob njem. To je star avto. Gremo proti zahodu po avtocesti 70. In potem kar naenkrat je ukraden avto spet na cesti. Če ji da dvojko, prpajt naprej, pohiti vse, v redu. Gremo proti zahodu, smo na avtocesti 70 in pri Pavlu Ofotu okrožju. Zdaj vijuga iz enega pasu v drugega in počne vse, da ne bi pustil policistu Cooku, da bi se mu približal ob strani. Malo bližje. Učemi 649, hitrost 140. Pravkar gre 137. Prav ste slišali, zdaj gre 140 milj na uro. V redu, bomo šli tja, napisali kazen in to zaključili. Policist Cook je zdaj dobil dovoljenje, da konča zasledovanje, kar je pri tej hitrosti lažje reči, kot narediti. 10-1, potrebujemo trak s podicami, hitrosti okoli 144. Zdaj poskuša priti ob njega, a voznik zapelje v drugi pas. Jaz ga vidim, krlice desnega pasu, jaz bom šel na levo, prav? To je policist Cotton Felts, ki je zdaj tik za njim. Pazi, z tega bo zanesel. Policist Felts se približuje za manever pit. Drži se. Nadaljuj. Ivija. Ustavi se, sicer te bo v pes ugrizel. Ustavi se, sicer te bo pes! Ugriznil. Oprosti. Oprosti, strah me je. Ni nikogar drugega. To je moja punca in res mi je žal. Nisem mislil tako. Nimam nobene... Pazi nanč, Bosko. Pazi nanč. Paška! Pazi nanč, Paško. Bosko pazi, ampak povsem sodeč, niti voznik, niti sopotnik nimata namena oditi. Hej! Tako da smo ga preverili in podobno. Oprosti, človek. Nisem hotel tega narediti vam vsem. Dobro, pravljeno. Izgubil boš. Danes sem dobil manjšo pracko. V redu je. No, potnika so izpustili. Voznik, 26-letni Darian Davis, pa se zdaj sooča z obtožbami, vključno s pobegom pred policijo kot kaznivim dejanjem, hudim napadom in tatvino motornega vozila. Poskušam dohiteti zasledovalce. Policisti so poskušali ustaviti posameznika zaradi tehničnih pomanjkljivosti vozila na jugu. Približujemo se mobilni enoti, plačani ste, ne vidite prometa. Obvestili so, da mora oseba nositi 2 kompleta. Ekipa, pojdite v okrožje Anderson zaradi kaznivih dejanj, izdanih kazni in neudeležbe na sodišču. Svetovali ste mu, naj pripelje psa ven. Poskušajo dobiti enega za patruljna vozila. Dajte ga na patruljo, prav tam, on je. Vrte. Je obveščen, okrožje Anderson je zdaj pred zasledovanjem. Poskušajo vas upočasniti. Prodajalec tovornjakov ne more pomagati s trakom za predrtje pnevmatik zaradi števila vpletenih enot. Letimo po poti, oni bodo zavili noter. Poleg tega pregledujemo zadnji del. Kmalu se bomo slišali, fantje, povem vam.
hitite, pejte noter, samo vzemite. Fanče, pazite na psa. Poščal boš. Tam. Je gol. Zaplin. Where's he coming? Ne, to je pes, pazi na psa. Prihaja ven na drugi strani. Prihaja ven na drugi strani. Vrzi ga ven, pojdite za njimi, ustani, poberi se, spravi se ven, Baraba, ustani. Ustani. Daj mi roke, daj roke za hrbet. Daj roke za hrbet. V redu. Pripečal. Fantje, v redu, prijeli smo ga, je pridržan. Treto, enega imam. Pridržanega, imaš nekaj denarja. Pojdi, Treto. Pazi na nogo. Ta moški ne sodeluje. Še nisi sodeloval. Vem, da sem, daj sodelujem, oprostite. Malo mi prizanešite. Imeli smo zasledovanje, ki se je začelo v mestu. Peljali smo se po cesti 75 vse do sosednjega okrožja. Ena od naših enot je uspešno uporabila manever PIT, zaradi česar se je vozilo prevrnilo. Zdi se, da imamo nekaj pripomočkov, ki se uporabljajo za iniciranje prepovedanih drog. In dobili smo tudi vrečko tistega, o čemer govori Lups. Videti je kot metamfetamin, mislim, da je imel to pri sebi. Voznika so rešili z manjšimi poškodbami in je zdaj v policijskem pridržanju. Dodali smo še dodatne obtožbe, kot je beg pred policijo kot kaznivo dejanje in podobne stvari. To bo zlati BMW. Brez registrskih tablic. Očitno je po zvokih sodeč opazil vozilo, ki je na sredi avtoceste delalo kroge. Zlat BMW brez registrskih tablic. Vodilo 308, kaj se dogaja? Vozil sem z veliko hitrostjo, zato je potreboval nekaj časa, da me je ujel. Postaja, pelje proti jugu. Ja, v redu. No, očitno bomo morali začeti zasledovanje. Smo na vzhodni 14, tako hitri kot luči, spet. 36, zdaj sem skoraj pred W. Ustavili smo se pri 610, spet speljuje. Torej je verjetno ta voznik pod vplivom. Ustavi se in potem spet spelje. Tem so! TVI. No, Curtis, si pripravljen ujeti tistega zlobneža? Fanče, zgrbite jo. V redu je. Fanče, zgrbite jo. Dobro, to je bolan. Kurt! To je bolan, dobro, to je. Zdaj izstopi iz avta. Roke gor, takoj! Oprosti. Roke gor. Na trebuh. Roke za hrbet. Hej, avto ni v parkirnem položaju. Poskušam ga zadržati zate. Imam te. Odkleni avto, pojdi ven. Potnik na zadnjem sedežu, drži roke gor. Polezi naprej. Imam te. Fanči? Imamo 3 osumljence pridržane. Vozniki so očitno aretirani. Izgledajo precej mladi. Ne vem točno, zakaj bežijo. Ni hotel izstopiti iz avta in so ga izvlekli iz avta. V redu, dobro upravljeno, fantje. Najprej sem ga samo rahlo butno. Je bil že? Poskušal me je blokirati. Ja, se je poskušal obrniti. Ni. Me sem zavrtel sem ga. Ja, samo? Poskušal je, ves čas me je poskušal blokirati. In sem rekel, v redu, boš me blokiral. Zato sem ga rahlo butno. In takrat je izgubil nadzor. In videl sem mu na obrazu, da ni mogel verjeti, da sem to pravkar naredil.
Bedak človek. To je kot celih 12 kosov zvitega sela. Kakšno presenečenje? Mislim, da prihaja medicinska pomoč, da preveri moškega voznika. Očitno se je udaril v glavo, ko so ga pospremili iz vozila. Ne, ta je popolnoma uničen. V redu, prijatelj, kako ti je ime? Kaž. Ravin. Govoriti boš moral glasneje od tega. Ravin. Ravin? Ja. Z-R-U-V-I-N. Je to tvoje ime? Ja. Voznik danes po noči gre v zapor okrožja Kristjan zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kaznivega upiranja in številnih drugih obtožb. Žensko sopotnico so odpeljali nazaj k staršem. Moškega sopotnika pa so aretirali zaradi posedovanja kot mladoletnik. Upam, da jim to služi kot lekcija. Prvič, naj ne bežijo, še posebej ne v našem okrožju, in drugič, naj ne vozijo pod vplivom alkohola. To se zanje ne bo dobro končalo. Še posebej, če piješ Twisted Tea. Odšaja nazaj na postajo. Imate ukradeno vozilo. Policija v Riverdalu je za ukradenim vozilo. Na črni havbi Hyundai Sonata srebrne barve, letnik 2025. Mislim, da ga spremljajo na cesti Zeta. Poskušali bomo dohiteti. Kje ste? Bilo je res. Moram preveriti pri... Ne hecamo se s tabo. 4, Josh, pusti me mimo tebe. To je... To je note Riverdale. Pustite me mimo vas, fantje. Je čez reko na drugem koncu. Pustite me mimo vas, fantje. Pojdi na pritrdilno. Poskušam jih prehiteti. Jaz bom vodil zasledovanje. Gremo proti vzhodu po Seymour Lane. V redu, zavi na Šangri. Hitrosti bodo okoli 80. Pogoji, rahel promet, trenutno neznano število oseb v avtu. Zdi se, da se vračamo na Pest. Mesto, Meadow, desno, na najboljši strani. Ne, orodja so ravno tam. Pravkar je zapeljal moje vozilo naravnost na pripravljenost. Torej, kakorkoli, dobili smo gor... Zadete! Premor. Pozdravljeni, jaz sem Bič. Zapeta mimo. Spusti bounce, roke za hrbet. Neumen tecač, zdaj greš zaradi tega v zapor. Microsoft. Učeni. Kaj prav dva? Enega imam v priporu. Čakaj malo, kaj za vega? Claire, enega imam v priporu, 23 CC, 2350. Ni tako hudo, kot sem mislil. Hej, tudi nekaj vprašam. Vprašanje, ja. Seveda. Kdo je bil tisti za menoj človek, ki se je tako zaletel vame? Ni trčil vate. Uporabil je natančno tehniko za ustavitve vozila. Temu se reče manever pit, namenoma te je zadev. Pred tem, ja. Odstranil te je, vzel te je, poskušal je onesposobiti vozilo. Odstranil ga je z ceste. Moraš me ubiti, človek. Kako si se počutil, ko si izgubil nadzor nad vozilom? Napadli so tvojo igro.
No, usmeril si ga v pravo smer, ker nisi zadev nobenega od teh vozil. Temu sem se poskušal izogniti. Poskušal sem ustaviti in najti pravo mesto. Nisi poskušal ustaviti. Ne delaj tega zdaj, daj no. Bodiva iskrena, za tabo je bilo 7 policistov. Nisi poskušal ustaviti. Iskreno povedano, nisem vedel, koliko jih je bilo za mano. Videl sem le modre luči in sem poskušal ustaviti. Potem pa kar naenkrat, bum, človek. Zgrabila me je panika. Prav. To je pošteno, s tem se lahko sprijaznim. Ta človek se bo soočil z več obtožbami, vključno s kaznivim begom in izmikanjem, nevarno vožnjo, številnimi prometnimi prekrški, vključno z neupoštevanjem prometne signalizacije zaradi vožnje skozi stop znake v tistih soseskah, ter tudi s hudim napadom na policista. Med tem zasledovanjem je dejansko trčil v moje vozilo in me poskušal spraviti s ceste. Je že bil obsojen za kaznivo dejanje. V vozilu smo našli tudi strelno orožje. Tako bo obtožen tudi kot obsojenec, ki je imel v posesti strelno orožje ter posedovanja strelnega orožja med storitvijo kaznivega dejanja. George 367 centrala, gremo proti jugu po Santa Fe. Policist iz policije v Moru poskuša ustaviti ta Lincoln LS letnik 2000 zaradi kršitve glede opreme. Sporočil vam bom, ko se bodo odločili ustaviti. V redu. In ja, to je Blink 182, ki igra na njegovem avtoradiju. Točka 2, George 367, ali je vozilo ustavljeno? Še ne, gospod. Dajmo še malo časa. Policist se približa, da bi si bolje ogledal voznika in morda ugotovil, zakaj se noče ustaviti. Ko voznik nenadoma nekaj vrže skozi okno. Videti je, kot da so pravkar nekaj vrgli skozi sovoznikovo okno. Voznik še vedno noče ustaviti. George 367 centrala, imam Queen King 795, še vedno se peljemo proti jugu, približujemo se 34. ulici. In nato vrže še več stvari skozi okna. In kar povem, da sem v zasledovanju, gremo proti zahodu. Kakšna je kršitev? Gre za kršitev glede opreme, vendar so začeli metati stvari v vozilo, gospod. Nisem prepričan, ali gre za prepovedane predmete ali ne. Voznik vijuga po cesti in morda vozi pod vplivom. George 367 centrala, prijavljen sum vožnje pod vplivom, skoraj so zapeljali s ceste. Sinclair, vstal, vozim proti zahodu po 164. ulici. Policist se približuje za pit manever. George 367 centrala, poskusil sem manever pit, brez uspeha. Hvala. Približa se za drugi manever pit. TVI bomo na križišču Westerna in 164. En moški v vozilu. Policist izstopi iz avtomobila in zdaj meri na voznika s pištolo. Broke Gore. In kar tako voznik odpelje. V redu. Zdaj se pelje proti jugu po Westernu od 164. ulice. Policist ga hitro ponovno dohiti. George 367 nismo. Prihajamo v Indian Hills. Če lahko obvestite Normana, prosim. Približuje se, da bi poskusil tretji pit manever. In leza las zgreši. Ta pit manever ni bil učinkovit. Hitrosti so približno 130 km/h. Policist se približa za četrti pit manever. In vozniku ponovno uspe pobegniti. Smo v pripravljenosti. Zdaj se peljemo proti zahodu, proti Konsi, iz 60. ulice. Spet se približuje. TC, je v jarku. In videti je, da je petič uspelo. Sem v jarku. Voznik skoči ven in pobegne. Vidim ga, kako teče čez polje proti severu. Moški bele polti, črna jakna, modre kavbojke. Zdaj ga zasledujejo peš. Tečemo proti severu. Skozi to odprto polje.
Zagrabil je jakno, še vedno teče proti severu. Osumljenec zdaj meče svoje oblačila stran. Morda poskuša biti malo bolj aerodinamičen. Stojiš. Začne se precej upočasnjevati. Stoj, roke ven, takoj. In nato pade na tla in se preda. Ti bedak, kaj pa delaš? George 367, centrala, enega imam na Muhi. Enega sem zadržala na Muhi, 2023. Videti je, da so prišle okrepitve. Čakaj. Dajmo še enega, ne premikaj se, ne premikam se. V redu, grem, ostanem pri strelnem orožju. Ne premikaj se. V redu. Ja, tudi jaz bi bil. V redu. Osumljenca so vklenili. Je v pridržanju. In počasi, oziroma zelo počasi, spremljajo ga nazaj do avtomobila. Si v redu, Derek? Ti je všeč Blink 182? To bomo poslušali. Derek Boss se zdaj sooča z obtožbami, vključno z begom pred policijo, vožnjo pod vplivom alkohola in posedovanjem pripomočkov za uživanje drog. Kar zadeva predmete, ki jih je vrgel iz avtomobila, so se policisti dejansko vrnili in jih našli. Izkazalo pa se je, da sta bila to le škatlica za nakit in nekaj hrane. Kdo ve, ali mu bodo dodali še kakšno obtožbo zaradi smetenja? Smetenje? Hrana. Hrana. Vrzi nam hrano. Vrzi jo skozi okno. Ne vem, zakaj se smeji. V redu, Ronaldo. Debi Ronaldo ima avto in noče ustaviti. Obveščaj nas o dogajanju. V redu, ja, smo v zasledovanju. Torej, Ronaldo ima avto. Sledimo. Smo nekoliko za njimi. Enote za napetost, promet na Floridi, 7 ura, 7777. Vračamo se nazaj, gremo nazaj proti Kairu. Nekdo bo zdaj le prišel ven. Takoj, ko ga dohitim, bom izvedel pit manever. Če vedno iščem, če mi Ander 1, so tukaj zdaj. Enote, pojdite ven, Fornarita naj pride gor. Blackout 1, I'm right here. It's gonna be the inside, he's coming out to you right now. Radijska mobilna storitev. Priberite svoje starše ven, gospod. Pit manever, 1 ura. Teror, radijski teror, teror proti jugu. Proti jugu, addio. Pit. Wanna go for it. Hej, pojdi ven tja. Ni v avtu. Imam ga! V redu, črni Astrep 7. Enega imamo v pridržanju. Izvedli smo manever pit. Poključite GSP. V redu. Najlepša hvala. To je moj pes. Bedak, dobrodošel v klubu. No, kaj je? Ja, seveda. Verjetno ne veš, kje si. Ja, seveda. North Carter and Tipple Boulevard. Šere, niti po centralni aveniji ne znaš voziti. Centraliziral si neskončnost. Pridi sem. Ja. To že vem. GSP, kaj dela stari? Kaj si res mislil, da se boš s tem izmazal? Ti si neumen, naredil je napako. Koliko si star? 19 človek. Hvala. Zdaj je to kaznivo dejanje.
Očitno si res. Ej, prejši ta avto, Davis. Ja, naredimo to zdaj. Tudi ti ne znaš voziti, stari. Ej, pač! Gremo, sedi moj avto. Si od tam? Ni, res ni smešno. Odkot si? On je iz butalskega mesta, sem hicer. Kaj delaš? Mislim pač. Nisem ti mislil težiti, dej no. Ja, nič takega. Pridi v moj avto. To je ta telefon. To je moj telefon. Zaznana je bila nesreča. Jaz nisem imel nobene nesreče. Ona je v nesreči. Ja. Prav. Kje je LT? V redu. Tako da, ko ga dobim, sem vedno prijatelja. Ja! Tudi jaz sem prihajal. Ampak ko so rekli sever, sem si rekel v redu. Potem so rekli jug. Spet sem si rekel v redu. No, ni vedel, kaj počne. Ja, to lahko vidimo. Prav. O tem ni nobenega dvoma. Ja, absolutno. Torej, poročnik, namestnik Ronaldo je poskušal ustaviti ta Infinity. Kaj se je zgodilo, je to, da je popolnoma ugasnil luči in poskušal pobegniti. Peljali smo se po Battle Creeku. Peljali smo se naprej po Battle Creeku. Obrnili smo se vrnili in začeli peljati proti Town Boulevardu. Preden je poročnik Carey lahko izvedel manever Pit na njem. Zdaj imamo voznika v priporu. Torej, očitno še nikoli ni bil v okrožju Clay. Torej, dobrodošel v okrožje Clay. Papa je bil tam. Zato sem se obrnil. Sedel sem tam in prižgal luči. Čakal sem. Poglejmo, kaj bo. Dej no, gremo. Gremo. Poglej si, Ronaldo. Hej, poslušaj, prav. Poglej si, prijatelj. Blackout, ena za policaja bo moj avto. 787. Prosti. 7878. Ni poškodovan. Zakaj te ne slišim, ko ga imam klopljenega? Čas je. Učili so tipa. In zdaj bodo iskali. V redu, torej, namestnik šerifa Ronaldo je iz kakršnega koli razloga poskušal ustaviti ta avto. Nisem prepričan, zakaj. Ampak kakorkoli, voznik se je odločil pobegniti. Bil sem v bližini. Šel je po Battle Creek, ki vodi v drugo smer proti Jonesboro Road. Bil sem na Terra Boulevardu. Namestnik šerifa Ronaldo je sporočil, da se obrača in vrača proti Terri. Na srečo sem sedel tam na križišču in ga čakal. Takoj, ko je šel mimo, sem prižgal luči. Zapeljal je v stran in peljal proti jugu po Terra Boulevardu. Da bi zmanjšal tveganje za javnost, sem takoj izvedel manever Pit. In ga imamo v pridržanju. Tako bomo ugotovili, zakaj beži. Morda je samo beži brez razloga, ampak bomo videli. Hej, si že preveril njegove podatke? Ja. Ali ima morda začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali kaj takega? Popolnoma čist je. Torej nima razloga, da bi pobegnil. Ni imel razloga za pobeg. Nesvestil se je in me ni videl za sabo. Torej, v redu. Njegovo dovoljenje je v redu. Nismo našli nobenih drog, nobenega orožja. Ni iskan. V avtu ni nobenih trupel. Torej dejansko beži popolnoma brez razloga. Torej zdaj dobi, ne vem, če ve ali ne, ampak v zvezni državi Georgia, če si obsojen zaradi bega in izmikanja, imaš obvezno minimalno kazen 1 leta zapora, ki jo moraš odslužiti. Torej, bomo videli. To je bilo res neumno od njega, da je bežal brez razloga. Razen, če je kaj vrgel iz avta. Avto je čist, vse je čisto. Če ne narediš nič drugega, je avto v redu. On je v redu. Brez prepovedi vožnje, ni česa. In avto je registriran, zavarovan, vse. Moj telefon ima 1% baterije, verjetno bo crknil. Ampak to moraš ceniti. To se ne zgodi tako pogosto. Ne. Ko nekdo dobesedno beži brez razloga. To je redkost. Mislim, da me je najbolj presenetilo, ko sem slišal za obvezno najnižjo kazen 1 leta. Osebno si želim, da bi več zveznih držav po vsej državi imelo to. Preveč tipov to počne. Dobiš le rahov opomin, pa to počneš znova in znova. In to vidimo ves čas. Ostala javnost. To je vse. In ostali policisti. To počnejo. Ja, prav. Mislim, da imamo posnetek manevra Pit, ki ga je tam izvedel poročnik Carey. Ustavite vozilo. Torej, tukaj je spet. Pit. Smo na izhodiščni točki.
Izgledalo je enostavno. Ja, temka, ne? Veš, ko gledaš posnetek, izgleda kot, ampak ni tako enostavno. Ne, mislim, da je to napovedal. Bil je na križišču, počakal, da pride skozi, to bom naredil. Ja. Človek, mož, beseda. Še videti ni bilo, da bi se mu krvni tlak sploh dvignil. Ja. Zdaj v okrožju Clayton v Georgiji. Poročnik Jonathan Carey in namestnik Luis Ronaldo sta bila v zasledovanju vozila, ki je pobegnilo med prometno kontrolo. Na koncu je poročnik Carey do hitro bežeči Infiniti, kar se je zdelo, da je delovalo. Voznik se je predal. Niso tvegali. To je poročnik Carey, ki skače na pokrov avtomobila. Osumljenec je bil aretiran, vendar niso mogli ugotoviti, zakaj je pobegnil. Njegovo dovoljenje je veljavno. Nismo našli nobenih drog, nobenega orožja. Ni iskan. V avtu ni nobenih trupel. Torej dejansko beži brez kakršnega koli razloga. Izkazalo se je, da je razlog, zakaj je očitno bežal, ta, da je prevozil rdečo luč. Tako da namesto globe zaradi vožnje skozi rdečo luč ga zdaj čaka najmanj 1 leto zapora zaradi bega in izmikanja policiji. Izgubiš avto? Kaj? Mislim, ja. Res neumna poteza. Ura je 6:30 popoldne in policist Josh Middleton iz policije v Hazenu poskuša ustaviti ta Dodge Charger letnik 2006 zaradi prometnega prekrška. No, dejte, no. Ne vem, kaj počne. Vrečko meče naokoli. Smo na koncu klančine. Ugasni to! Izklopi to. Ugasni avto. Voznik noče ugasniti motorja. Ugašni ga. In kar naenkrat odpelje. Beži, zavije levo, gremo čez nadvoz. Vrnili se bomo na avtocesto. Ne, gre v napačno smer. Poskuša se obrniti. Zadel sem ga. In spet ga je zadel. Pridite, no, smo na priključku proti vzhodu. Še vedno beži pred mano. Voznik zdaj poskuša pobegniti. V redu. Zdaj ostani v istem pasu. Tako da vozi vzvratno. Dvakrat sem ga že obrnil z manevrom pit. Nenehno se vrti v svojem blatu. Tukaj ves čas se zaletavava, dej no. Glava! Glava! Živa meja! Živa meja! Ugasni! Živa meja! Ugasni to! Voznika drži na muhi. Živa meja! Namesto da bi se predal, voznik preprosto navije motor. Dejmo, dame! Na prizorišče prispe narednik Clayton Dillon. Gremo! Spet odrvi. In spet gre. Odrvi v oblaku prahu. Clayton me vidim. Ja, torej se vračamo čez nadvoz. Zadek mu zanaša, videti je, da je razmajan, vsak čas bo izgubil nadzor. Clayton, pridi mimo mene. Daj no. Narednik Dillon zdaj prevzema vodilni avto v tem zasledovanju. Kuki, pušti Claytona mimo. Charger, ki ima zdaj zlomljeno zadnjo os, se trudi ohranjati nadzor. V redu, približujemo se Hammer Roadu. V slabem je stanju. Kuki, pusti me mimo. Že imam poškodbe zaradi njega. Zadev me je. Kdorkoli prihaja proti nam, pazi nanj. Že me je dvakrat zadev. T4 imam postavljeno vozico prav. Tukaj, v redu, Clayton, pomakam se. Naprej čaka policist z bodicami za zaustavitev vozila. V zaklo.
Zavije, da bi se izognil bodicam in trči v tovornjak. Zgrešil je, ko je trčil v tovornjak. In kljub temu avto še vedno vozi naprej, a ne za dolgo. Želeli boste iti, odpeljite ga zdaj ven. Poklical bom vse, streljaj. Ustreli ga! Zdaj ima voznika obkroženega na muhi. Pridi ven, prekleto! Preveri vozilo. Kuki, preveri vozilo. No, to je bilo neumno. In ga aretiraho. Zakaj se nisi ustavil? Hej, očitajo ti kaznivo dejanje bega pred policijo in še kup drugih obtožb. Bom lahko danes po noči šel ven? Ne, nikakor ne. Voznik Delvin Sali je kasneje policistom povedal, da se je odločil pobegniti, ker mu je v preteklosti vedno uspelo pobegniti, a tokrat mu ni. Morda je pobegnil tudi zato, ker je imel v avtu skoraj kilogram marihuane. Ampak tisti nasmeh na njegovem obrazu skoraj daje vtis, kot da pravi: ampak veste kaj, bilo je zabavno, ne vem. Samo pravim, poglejte njegov obraz na tej policijski fotografiji. Izraz na njegovem obrazu bo morda nekoliko drugačen, ko bo videl svoj avto. Ja, to je res. Veš, ko si bo kasneje dobro ogledal ta avto, bo in čas. Ja.